Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Danes bomo govorili o tem, kako uskladiti različne vrednote v partnerstvu. Če vas slučajno zanima, kako uskladiti različna pričakovanja in ravno tako s tem sem tudi povezane vrednote, sem naredil en video z naslovom Kako uskladiti različne vrednote v partnerstvu in vas vabim, da si ga ogledate. To pomeni, danes bomo govorili samo o vrednotah. Kaj narediti, če se v partnerstvu ugotovite, da imata partnerja različne vrednote? Seveda, idealno bi bilo, da dejansko, ko se partnerja spoznata, ugotovita, da oziroma se pogovorita in potem primerjata svoje vrednote in potem ugotovita, ali je ta zadeva, gre skupaj ali pa ne gre. V večini primerov se zgodi, da se partnerja spoznata, imata neke skupne cilje, neko skupno vizijo, in potem s časoma lahko ugotovite, da sta razvila oziroma so se večina stvari ni, da so se razvile, ampak da so se stvari pokazale, da dejansko imata oziroma si želita oziroma so jima pomembne različne vrednote. Prvo vprašanje je seveda, da se vprašamo na lestvici od 1 do 10 ali karkoli že, koliko je to pomembno, koliko dejansko meni to pomeni, koliko mi pomeni, da ta moj partner to vrednoto podpira, želi to vrednoto živeti. In seveda tukaj imamo potem dve možnosti. Ena možnost je, da te vrednote potem se na nek način uskladimo. Lahko moja partnerka dela, hodi v neko službo, jaz se ukvarjam naprimer z svetovanjem. In je moja vrednota, da pomagam ljudem, ona seveda pomaga na svoj način, ampak dejansko neko tako življenje pomeni potem tudi to, da lahko naprimer v soboto zvečer ona gleda neko telenovelo na televiziji, jaz pa potem pripravljam prezentacijo ali snemam nek video ali pa imam mogoče celo stranko v nedeljo ali pa v soboto. To pomeni, da najdeva način, da dejansko je ta zadeva, skupaj izvedljiva, rešljiva. Druga stvar je seveda, če ugotovite, te stvari so meni toliko pomembne, zadeva me moti, je moteča, čutim, da me partner ovira pri tem, čutim, da partner ni pripravljen se razvijati in tako naprej. In potem ugotovite, pred sabo imam še 30, 40, 50 let kvalitetnega življenja, ki ga želim preživeti in želim živeti svojo vizijo, želim živeti svoje vrednote, in potem se partnerju zahvaliti in reči, v bistvu želim sebi in ravno tako tudi tebi dati novo priložnost, in odidite in poiščite srečo in se potem v naslednjem partnerstvu, ko se spoznate, o tem pogovorite in dejansko ta zadeva je bistveno drugačna. Seveda dostikrat, ko začnem delati z parom, pa vedno predlagam neko tretjo varianto. In tretja varianta pa je v bistvu delo na sebi. Delo na sebi, to pomeni osebna rast. Vedno, ko začnemo delati, poskušamo najti neko novo motivacijo. Vprašamo se, kaj pa je tvoj smisel življenja? Kaj si resnično želiš? Kdo želiš postati? Kaj želiš doživeti? Kdo želiš, da sta v partnerstvu? Kakšno partnerstvo bi si želela? In če uspemo to osebne vrednote dvigniti na en višji nivo, potem avtomatsko, se uskladijo tudi ostale vrednote. Ker če v svojem partnerstvu živim za nek višji namen, potem avtomatsko, mi neke stvari postajajo nepomembne. Avtomatsko, z nekimi stvarmi se preneham ukvarjati. A me razumete? Ker v bistvu, ko se osebnostno razviješ, ko si ves čas postavljaš neke cilje, ko te zanima razvoj, ko te začne zanimati svoj potencial, ko začneš živeti svoj pravi smisel življenja, za tisti, ki to želite, imamo program, načrt z 6 koraki, kjer dejansko najdemo ta
ogenj, pozdravimo svojo preteklost, dvignemo energijo, začnemo drugače razmišljati in dejansko zgradimo pač nek življenjski stil, ki vam pri tem pomaga. Tako da v bistvu to je pa tretja možnost. Prva možnost je, da pač vrednote nekako uskladimo, se sprijaznimo, ne. Ok, jaz bom pač delal to, pač ti boš pač delala tako življenje, ne. Nekako probamo uskladiti, da je v nekem partnerstvu razumevanje, ti mene podpiraš pri tem, jaz bom tebe pri tem, ampak v bistvu nimam nič proti, če greš ti čez vikend na delavnico, jaz bom pa pač šel mogoče s kolegi, s kolesom ali pa ne vem, nekom karkoli že, ne. Druga stvar je, smo rekli, da pač če vrednoti ne moremo uskladiti, potem pač se poslovimo z najboljšimi željami in najboljšo motivacijo, ne. In tretja stvar, ki pa skoraj vedno deluje, je pa, da dejansko začnemo delati na sebi. V večini primerov je pač tukaj malo, bom rekel, situacija, ker ženske delajo na sebi, ženske se razvijajo in moški dostikrat osebne rasti ne razumejo. Moški gledajo osebno rast kot nekaj, kar je za ženske, kar njih zanima in tako naprej, ne. Moški pa samo, če res rabijo, če so v službi, dobijo kakšno izobraževanje, potem jih je mogoče zanimivo, ne. Ampak v bistvu večina moških se ne ukvarja z osebno rastjo, zato ker jim osebna rast ni predstavljena na pravi način, ne. Ko se začnemo z moškim pogovarjati in ko omenim, da je pač osebna rast, bom rekel, direktno povezana z novim avtom, z večjimi financami in bom rekel cilji, ki so jim pomembni, potem dejansko pač moški začnejo drugače gledati zadevo. Moška osebna rast je bistveno drugačna kot ženska, ker so pač, bom rekel, cilji majčkeno drugače, ambicije so majčkeno drugače v drugačni smeri, ne. Ampak z osebno rastjo lahko potem dvignemo ta nivo, uskladimo te vrednote, bom rekel, in jih, bom rekel, na novo, dejansko naredimo zgradimo novo vizijo za posameznika, za vsega posebej in dejansko tudi za par. To je v bistvu pač, bom rekel, da dobite malo občutka glede tega, kako lahko uskladite te svoje vrednote v partnerstvu. Vedno je možno, če je le interes in če je le volja. To je bilo eno kratko sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.